Kralj pa ni premierjeva edina težava ta teden. Gospod Šarec ima težave s levico. Pa ne s to levico, režija, z levico Luke Mesca. Ne z roko. Ej, fantja, mi vi hecate, dajmo se skoncentrirati. Mesec. Luka. V glavnem, Luka Mesec je opozoril, da koalicija še ni izvedla enotnega zdravstvenega zavarovanja in o nadaljnjem sodelovanju povedal tole. Jasno je, da je prelomila enega od 3 ključnih projektov določenih v sporazumu za sodelovanje z Levico v letu 2019, torej bomo v tem primeru ugotovili, da je koalicija prekinila sodelovanje z nami. Vidite torej, da ljubezen med Šarcem in Mesecem počasi ugaša. Se pa že šušlja, da naj bi se Šarec že videval z desnico. Ne s to desnico, no, režija, ej. Dajmo raje video pogledati. Naj bi se ministrstva že ta minuli, torej konec tedna, usklajevala z Novo Slovenijo, da so se potihem, celo ta posrečen izraz smo slišali, že zaljubili. Kako lepo. Gospod premier očitno nadaljuje svojo pragmatično politiko sodelovanja s strankami različnih ideologij. Oziroma, z besedami Serpentinška, če vdeča noče, bo dobra tudi favovška. Moramo ohraniti ta lik, no, ne smemo pozabiti na njega. Povratnica na slovenski politični sceni, Slovenska ljudska stranka, je čez poletje poskušala pritegniti pozornost z 2 temama, ki trenutno najbolj burita slovenske duhove. Z volkovi in migranti. Več kot očitno so pri SLS mnenja, da slovenski gozdovi pripadajo Slovencem. Potem, ko so v SLS za manj ponujali 500 evrov za vsakega ustreljenega volka, ljudska stranka poskuša pritegniti pozornost z idejo, da bi migrante spravili kar v zapor. Tako je, za volka so ponudili 500 evrov za odstrel, migrante pa bi dali v zapor. Sam Bog, da niso predlagali obratnega, ker pa bi kar naenkrat imeli en kup kršitev človekovih pravic in kar je še hujš, polne zapore volkov. A ste mislili, da je vaš trenutni sojetnik nasilen? Počakajte na tole inovacijo. To je ena taka pravlična celica. Ej, Cimer, zakaj imaš tako velike oči? Čeprav so nameni stranke SLS jasni, se nam vseeno zdi, da mogoče zadeve niso najboljš premisleni. Ampak samo v juliju je policija na naših mejah ujela 1700 migrantov v vseh slovenskih zaporih, ki že zdaj pokajo po šivih, pa imamo 1400 zapornikov. Račun se torej zlepa ne izide. Ja. Slovenski ljudski stranki so delali račune brez krčmarja ali brez kalkulatorja, ne vem, brez nečesa so jih delali. Že tako prezasedene slovenske zapore bi glede na trenutno število nelegalnih prestopov meje zlahka zapolnili v manj kot mesecu dni. Ampak tudi ta računica predsednika SLS Marjana Podobnika ne skrbi, saj meni, da do nje sploh ne bi prišlo. Prepričan je, da bi se o zaostritvi slovenske zakonodaje migranti obvestili kar med sabo in takoj ubrali druge poti. In se tudi ne bodo dogajale smrti, ki se dogajajo v Kolpi, in se tudi ne bo dogajalo nasilje, ki so ga deležni recimo na Hrvaškem. Zaporna kazen bi torej migrante odvrnila od tega, da prečkajo slovensko mejo. Se pravi, ne bojijo se nasilja hrvaških policajev, njih ustavlja nevarnost utopitve v Kolpi, ampak 3-dnevni obroki in streha nad glavo. To se bo posrali, to vam pa povem. Nač, fantje, pojmo nazaj, te Slovenci nas hočejo pitati. Rač mrem, ko bodo se zredim. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.